Lepo pozdravljeni v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in torej upam, da ste pripravljeni na eno prav posebno oddajo. Danes bomo namreč govorili o gibanju kot načinu življenja. K tej tematiki nas je seveda spodbudil prihajajoči DM tek za ženske, največji tekaški dogodek za ženske v Sloveniji, ki se bo letos že tradicionalno odvil v parku Tivoli 30. maja oziroma zadnjo majsko soboto. Vsi tisti, ki ste se že kdaj udeležili tega dogodka, veste, da je veliko več kot samo tek, je druženje, je zabava, so številne stojnice, kjer spoznavate novosti, tudi številne nagradne igre, promocijske dejavnosti in ne nazadnje tudi odlična glasbena spremljava. Če vas zanima še kakršnakoli informacija v zvezi z dogodkom, tekzaženske.si bo prava spletna stran, kamor odklikate in kjer boste torej videli vse tisto, kar morate vedeti pred tem vrhunskim dogodkom. Tako, sedaj pa v našem studiu, že prav, jaz si bom upala reči posebna gostja, kajti ona gibanje resnično živi. Je ena najuspešnejših slovenskih športnic v zgodovini, sicer se jo vsi spomnimo po njeni predanosti, disciplini, življenjski energiji, tudi tisti zmagovalni miselnosti, no vsaj potem se je meni najbolj vtisnila v spomin in zelo sem ponosna, da je danes tukaj z nami. Tina Maze. Živijo, lep pozdrav vsem, ki naj jo gledate in boste z nama. Uživali? Naslednjih par minut. Ja, bomo rekli kar približno dobrih 20 minut. Najprej bomo imeli en tak super pogovor, seveda malo o motivaciji pred začetkom fizične aktivnosti. Vemo, da so ponavadi ravno te prvi koraki najtežji, ampak zato še toliko bolj nujni. Malo bomo govorili tudi o tem, kako pa to motivacijo zadržimo, kako nam lahko tudi ustrezna prehrana pomaga pri športnem načinu življenja. V zadnjem delu oddaje pa danes poznate tudi nekaj izdelkov, ki vam bodo lahko odlično služili na prihajajočem DM teku za ženske. Zdaj, mogoče še to, priporočam, da res danes z nami ostanete do konca, kajti imamo tudi eno zelo posebno presenečenje, konkretno povezano z DM tekom za ženske. Zaenkrat ne smem povedati, ampak če rečem, da se splača danes res počakati do konca, mi prosim, verjemite na besedo. Tina, letos 20. obletnica DM teka za ženske, to je sigurno, mislim, pokazatelj, da se je ta dogodek zelo lepo zasidral pri nas na slovenskih tleh, da so ga ženske vzele, da smo ga vzele za svojega in ti boš imela letos tudi eno prav posebno nalogo, me pa eno prav posebno čast, ker bo Tina Maze namreč tista, ki bo vse skupaj pognala. Začela. Ustrelila boš s to štartno pištolo. Bom znala, misliš? Jaz verjamem v tebe. Nisem še nikoli, tako da... Kdaj si nazadnje nekaj storila prvič? Ja, vidiš. Torej, 30. maj tudi za tebe, tudi če ne drugega iz tega vidika, je nekaj posebnega? Absolutno. Jaz mislim, da že misel, da grem na maraton, me sili k temu, da tečem zdaj vsak dan in bom tekla, tudi če ne bom šla na maraton, ampak vseeno, mogoče ga bom vsaj vizualizirala v želji, da pa mogoče enkrat ga pa res odtečem. Ampak si pa že bila ti na DM teku za ženske, ne v preteklosti, kot v bistvu tista, ki je podeljevala nagrade? Bila sem že, udeležila sem ga, ker je DM, smo sodelovali pri lepem projektu našega filma z Murijem in so bili del ekipe v tistem času, tako da so me povabili potem na njihov tek. Bila sem tam, spoznala ogromno super žensk, gospe, starejše gospe in sem bila res čisto navdušena na to energijo, ki se ustvarja v sklopu takega maratona in predvsem med ženskami, ki želijo se ukvarjati športom. Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da bo danes tekom najinega pogovora tudi čez vašo glavo švignilo kakšno vprašanje. Naša klepetalnica je odprta, najin pogovor poteka v živo, tako da veseli bova kakšnega komentarja, pozdrava, vprašanja. Skratka, dajte si duška in uživajte predvsem vsem tistem, kar bo Tina povedala v nadaljevanju. Danes smo res nekako malo drugače zastavili našo oddajo DM Live, torej ta prvi del res namenim predvsem pogovoru. Seveda, malo nas zanima tudi še spomini na tvojo vrhunsko profesionalno kariero. Sicer koliko let zdaj že rekreativna športnica? Ja, od 2017, tako da kar hitro teče, nisem več v takem fizičnem stanju, kot sem bila prej, absolutno treniram manj, tako da tudi moje telo se spreminja z rojstvom in ja, staramo se, telo se stara z nami, ampak kljub temu, da se staramo, ga ohranjamo v neki fizični formi, ki je
za to obdobje ok. Ampak ne glede na to, da si zaključila svojo profesionalno kariero, si še vedno sinonim za aktiven življenjski slog, tudi tisti, ki te tako ali drugače spremljamo preko raznih kanalov. Vemo, da si zelo aktivna, da rada hodiš v hribe. Ja, predvsem hodim rada. Bom rekla, tek mi je skoraj v tem trenutku malo pretežka stvar, zato ker ko tečem, moje telo ni pripravljeno, ni toliko natrenirano, kot je bilo prej in čutim drug dan, da imam bolečine, da me nekako mine iti spet teč. In zato sem si nekako dala en cilj, da grem kak korak nazaj, hodim v hrib, tudi več časa. Tako da skurim tisto, kar pojem, zato da se ohranjamo v neki fizični sprejemljivi formi. Zdaj ti nas bo pa mi da malo preslikali mogoče nazaj še v tiste leta, ko si bila ti tista, za katero smo mi stiskali pesti, če boš ti na prihajajočem teku za ženske stiskala pesti, za tekačice, mogoče tiste, ki so v preteklosti, tako kot... Absolutno bom vrnila to, predvsem bom pa vesela, da se podružimo, da predam malo pozitivnih vibracij, da navijam, da mogoče nekdo, ki me vidi tam, mu pride kakšna pozitivna misel in to je to. S tem si začela pravzaprav že danes kot gostja v naši oddaji in še enkrat hvala za to udeležbo. Zdaj sam trenutek, ki ga pa ti verjetno poznaš bolje kot vsi mi skupaj, je pa trenutek pred štartom. Torej, ko si v tistih zadnjih minutah, kako si ti umirila takrat misli? A se spomniš, si imela kakšno tehniko posebno mogoče? Jaz mislim, da miren na štart težko prideš, da si povsem miren. V smislu, da malo metuljčkov v trebuhu ali kakorkoli že temu rečemo, je prav, da jih imaš, ker pomeni, da ti neka stvar je važna. Da se jih pa sigurno z dihanjem lepo umiriti, sprejeti predvsem, ker je prav, da pridejo, prav, da te obiščejo in rečeš, živijo, fajn je, super, da ste prišli na obisk, zdaj me pa puste pri miru, da jaz naredim svoje. Tako da to je, mislim, da je del igre in je lepo, da imamo, da pride, da se pozdraviš in če jih pozdraviš te občutke, jaz mislim, da potem tudi lažje grejo in lažje opraviš svojo nalogo. Mislim pa, da je tudi vizualizacija zelo pomembna stvar na štartu, kar smo mi smučari še predvsem padli v to in nekako, ko sem bila jaz prepričana, da dobro znam, da sem se dobro pripravila na tisto tekmo, da vem, kaj me čaka, ne govorim samo o vizualizaciji, ampak v celem procesu treninga, potem vem, da lahko pridejo metuljčki in bodo tudi lepo odšli. To se pravi, vse te nasveti, ki si jih omenila, oziroma te občutki, ki si jih ti na tak način premagovala, takrat kot še poklicna oziroma profesionalna športnica, bi recimo svetovala, da torej, od dihalnih tehnik do mogoče res neke te tudi malo preusmeritve misli oziroma občutka, da vse pride, ampak vse tudi gre, uporabijo tudi naše tekačice, ko bodo 30. maja stale jaz mislim, da na maratonu mora biti tistih zadnjih 10 minut kar težkih. Jaz sem lani šla na eno tekmo tekaško z mojo hčerko in pač prva tekma je bila za njo in so jo držali 15 minut na štartu, ker so bili pač najmlajši in so štartali prvi. Tako da jaz mislim, da res tistih 15 minut za enega otroka, za vse punce in ženske, ki bojo prišle tja, ni to primer, ampak vseeno, jaz mislim, da zadnje sekunde pred štartom so važne, da prekontroliraš tvoje telo, da se ne zakisli že na štartu, da nimaš, da si nekako sproščen in ali je to pogovor s kom, ki je ob tebi, ali poslušaš muziko, ali nekdo se bo umaknil nekam, kjer hoče biti sam in potem pač odvisno, kakšna oseba si, odvisno, kaj ti paše, moraš se malo poslušati samega sebe. Gibanje sicer ostaja tvoj življenjski stil. Kako recimo poteka en tak tvoj aktiven dan? Si dosledna pri tem, s katerim športom se ukvarjaš, tudi kaj poeksperimentiraš, si mogoče kaj novega poskusila, odkar ne smučaš več? Odkar ne smučam, me navdušil windsurf. Res poletni meseci, ko je veter, mi je neverjetno lepo, toliko sem osvojila, da me je res primo ta šport. Predvsem me je primo, ker ko sem nehala smučati, videla starejše gospe, ki so bila sva na počitnicah na Havaji z Andrejo in so bile tam starejše gospe, ki so prišle, stopile na desko, šle ven in prišle nazaj kot nič. In jaz sem bila tam, dobro, sem jaz tudi športnica, bom jaz tudi stopila gor, pa bom šla, ne.
3 ure, 4 ure, sploh da sem stopila na desko in to me je ono ostalo, ne, Zdaj pa bom. To pa bom, to pa moram se naučiti in to mi je tak neki izziv. In na koncu, ko sem to osvojila in ko drsiš, mi je bilo res zelo podobno smučanju, te vibracije, dobro, zavoji mi še ne grejo, ampak ko čutiš vodo in dela deska, je zelo podobno smučarskemu občutku in to me je nekako navdušilo in ja, ampak ja, rada imam vse športe, od plezanja do gor, do turne smuke, vse. Rada delam več športov, ne samo enega. Kaj bi recimo svetovala vsem tistim, ki nas zdaj gledajo, pa še čakajo na tisti trenutek, ko bodo zbrale motivacijo in se odločile, da bodo v svoj vsakdan upeljale več športnih aktivnosti. Kako sploh začeti in predvsem kako vztrajati, ko nas vse skupaj mine? Jaz sem zdaj to čisto domače povedala, ampak verjamem, da mi vsi poznamo ta občutek, ko nam je sicer nekaj všeč, ampak ni več motivacije. Ja, jaz mislim, tudi neka prijava na DMTek je lahko kot velika motivacija. Jaz sem letos, naprimer, tudi jaz pogrešam večkrat motivacijo in sem si zadala letos cilj, da se prijavim na olimpijske igre kot kameraman. Se pravi, smučala sem, oziroma kamerawoman, smučala sem z vrha do cilja po smukaški olimpijski progi z kamero tu in za to narediti moraš biti v določenem fizičnem stanju. Se pravi, zadati si nek cilj in potem veš, da do tja se moraš nekako pripraviti, je mogoče en izziv in ena motivacija. Plus tega pa mislim, da je zelo pomembna dobra družba, da ko niso pravi dnevi, da so tisti, da pravi ob tebi in te brcnejo v rit, ko je treba. O ja, dobro rečeno, čist podpišem točno to, kar si zdaj rekla. Malo sem zdaj razmišljala v bistvu tudi o tem, prej smo se mi malo pogovarjali o počitku in o tem, koliko v resnici je počitek tudi pomemben del tega aktivnega življenja, o katerem danes govorimo. Spanje. Jaz mislim, da je spanje zelo pomemben del. Jaz sem, lahko rečem, v tem najboljša. Ne v smučanju, ampak v spanju. Res mi ni problem zaspati ob 9 zvečer, spati tudi zdaj, pri teh letih spim še ogromno in se včasih tudi sama sebi čudim, ampak spanje je tisti ključni čas, ko se tvoje telo regenerira. Jaz med prvim in drugim tekom sem večkrat naredila tudi power nap, ki je spanec, da te napolni hiter, ampak si ko nov. Prenovite, misli so zbrane, čiste in zdaj smo žal v obdobju tehnologije, ko smo utrujeni, gledamo telefon, namesto da bi se takrat izklopili in poslušali svoje telo, da je utrujeno in enostavno ugasnili naš sistem. Ga pa dostikrat zbudimo, ker gledamo. Ja, sploh te telefoni, pa ta modra svetloba, ki nas dejansko prav v času, ko bi se morali pripraviti na nek počitek, na neko regeneracijo, budi podzavestno. Točno. To je velik problem, se mi zdi, danes. Tako da, sigurno, če ne boste uspeli prej, vsaj dan ali dva pred DMTekom za ženske. Če hočete imeti pa še boljšo predstavo, pa en teden brez telefona, 2-3 sekunde garantirane boljše. Boljše. No, zdaj ste slišali. To vam jaz povem iz mojih izkušenj, odkar imam jaz svoj lastni telefon, je moj performance šel za 20% dol. To je moja izkušnja, zelo slaba, ki jo tudi delim zelo rada. Upanje, da bom pomagala ostalim. Žal so se v teh letih, odkar sem jaz nehala do zdaj, ena oseba ni dovolj, da ima tako izkušnjo. Morajo biti večina, da se te izkušnje potem dejansko zasidrajo in da razumemo, koliko slabo lahko to vpliva. Zato, ker športniki smo tisti, ki prvi občutimo. Naši dnevi so namenjeni nam. Se analiziramo dnevno, se opazujemo dnevno in nihče drug kot športnik ne more imeti tako povratnega, dobrega feedbacka, kot ga lahko ima športnik. Jaz sem to razumela, na mene je vplivalo zelo slabo. In ja, nisem ponosna na to, ampak govorim o tem, da mogoče dam razmišljati drugim, koliko dejansko ima vpliva.
tako da več športa, več aktivnega preživljanja časa, manj telefonov, a ne? Ja, Ali pa če čim se da- manj, predvsem pred pomembno tekmo, med pomembno tekmo, zjutraj, ko vstaneš, pusti telefon v hiši, naredi tvojo tekmo in pridi nazaj, pa poglej pol in daj si uro, kdaj, koliko. In bodi zbran za to, kar delaš, ker mislim, da športniki, sploh tekmovalci, so preveč padli v to, žal. Mogoče še to v času, ko si bila ti še aktivna športnica, ne? V praksi so sigurno prišli tudi dnevi, ko je tudi tebi, čeprav mi mogoče nisem imeli tega občutka, a ne, kot tvoji navijači, padla motivacija. Pač mogoče se tudi tebi kdaj pač ni dali gor na štart in se spustiti dol in konec dneva tvegati svoje zdravje, ne? Sem to. Ne? Zdravje je prvo in šport, Ja. sploh smučanje je izpostavljeno temu in moraš biti zbran, da se ne zgodijo napake. Napake so lahko usodne, padci v smučanju. Ne vemo, kaj pride ven, tako da moj princip je bil ne past, kar je najboljša preventiva, ampak če ne padeš, potem tudi se ne izboljšuješ, ampak vseeno, jaz mislim, da je boljši ta pristop, kot nekako sprejeti padce in iti skozi eno, ja, težko, lahko greš skozi težke preizkušnje. Zdaj sem čisto pozabila, kaj sem vprašala. Ne, super. Veš kaj, Tina, v bistvu nas zanima čisto vse, kar ti danes govoriš, zato ker te imamo v resnici redko kdaj možnost poznati tudi z tega zornega kota, da samo eno tako temo, ki konec dneva dopušča, da tudi ti še mal preletiš nazaj svoje tekmovalne dneve. Je čisto drugače z distance gledati in opazovati, kaj se je dogajalo. Dobro, določene stvari ostanejo enake, ampak vseeno, ko si na neki distanci, jih vidiš drugače. Takrat, ko si v balončku, sploh ne vidiš. Pa tudi verjetno tudi takrat en kup enih ljudi, ki res ne skrbijo za to, da tvoj dan poteka rutinirano po določenih korakih. Skratka, če mogoče zdaj še malo zavijava nazaj tudi k tej motivaciji, ki je pa lahko hkrati tudi obremenitev. Torej, ko si postavimo cilj, je pomembno, da je seveda cilj dovolj visok, da nas motivira, ampak hkrati ne prestraši. Kaj ti svetuješ o tem? Cilj, kakšen cilj? To se pravi, ne vem, recimo ženske, ki se bojo udeležile DM-ovega teka, mogoče njihov cilj, da pridejo na cilj. Določene bodo imele cilj, da pridejo, ne vem, v takem pa takem času. Zdaj, ali je dobro, da si mi mogoče postavimo en čas, ki je realno, ga bomo zelo težko dosegle, ampak nas lahko mogoče to potem tudi malo, ne, ali prestraši, ali ovira, ali da smo bolj realne pri teh ciljih. Ne vem, mogoče v tem Ful je težko, če si jih sam postavljaš. Včasih je bolj za tih drugi. Ja? Ker če si jih sam, je težko biti do sebe. Mislim, en človek, saj jaz sem taka, stremi comfort zone. Se pravi, rabimo enega drugega, da ti tu pomaga iti čez to. In se mi zdi, da ta igra je ta prava, da potem ti osvojiš svoj maksimum, da ni preveč ali ni premalo. Pa zdaj, če vsekakor lahko fališ, se ne zgodi nič. V teku se ne zgodi nič, lahko prideš, lahko odstopiš. Tek je relativno varna disciplina, ko se govori o postavljanju ciljev. Zdravstveno mislim, da enostavno ti reče telo stop, ustavi se in se ustaviš. Zato je tek super trening, glih zaradi tega. Jaz sem točno v teku si upala iti čez moj limit. Na smučanju ne. V teku, vem, da ko sem imela treninge 300 metrov, tam nisem razmišljala o mojem limitu, sem enostavno šla na vse. Ker več kot to, da padeš po tleh, se ti ne more zgoditi ali pa bruhaš polno. Ne zlomiš si noge, ne greš v bolnico, ker si pretres možganov. V bistvu tek je res varna disciplina, kjer lahko preizkušaš nekako svoje meje fizične in psihične, verjetno tudi. In eno lepo priložnost za to boste imele, drage dame, že 30. maja, kot že rečeno, na letošnjem jubilejnem 20.
DM teku za ženske, največjem tekaškem dogodku za ženske v Sloveniji bo tudi Tina Maze, tako da zato danes res odpirava zanimive teme. Prej sem že tudi namigala in se mi zdi tudi pomembno, da omemva prehrano v tem aktivnem življenjskem slogu, ker se mi zdi, zdaj, če greva spet malo tvoja profesionalna leta smučanja, verjetno pri tem, ko ste vsi smučari tako zelo dobro pripravljeni, te male malenkosti odigrajo dejansko razliko in prehrana bi znala biti tudi ena od teh stvari, ki se ti lahko pozna ali pa ti odvzame kakšno stotinko. Absolutno, se že smiš, ker sem ti prej povedala eno zgodbo o moji prehrani, no, ki ni glih prehrana, ampak je kava. Detajli so najvažnejša stvar, ko se greš enkrat res na vrhunskem nivoju in delati napake te stane ogromno. Mene enkrat stala globusa slalomskega, ena kava preveč. Se pravi, bili smo na finalih v Lenzerheidu, kjer se zberejo samo najboljših 25 tekmovalcev, se pravi, je prvi in drugi štart sta prej, ne ob 10, ob 1, kot ponavadi, ampak sta bila ob 9 in ob 11. In moj ritual je bil, da sem pač jaz pila eno kavo zjutraj, espresso za zajtrk, en espresso pred prvim tekom in en espresso pred drugim tekom in to je bil moj ritual. Celo sezono za vse tekme, nismo pa razmišljali, da je pač Lenzerheide finale in da bo teh 3 kav ob 11 preveč. In jaz sem prišla na štart, ko sem videla prvi kov, se mi je začelo vrteti, videla sem dvojni kov na koncu in nisem mogla niti štartati, serviserju sem rekla nekaj narobe z mano. V tistem trenutku se še nisem zavedala, da je bila to posledica kave, ampak odpeljala sem eno najslabših vožnj v slalomu in izgubila globus. Ampak napake se dogajajo. Pa prej so tudi govorile, hvala Bogu, da se, ker če se ne bi dogajale napake, kaj bi razumeli. Tako da prehrana in hidracija je pomembna, predvsem pa je pomembna zbranost in biti pozoren na detajle in stvari, ki se pred tekmo dogajajo. Se še spomniš kakšnega tipičnega obroka, ki si ga recimo ti privoščila pred tekmo? Dobro, pice si nisem, hamburgerja tudi ne. Pred tekmo, v bistvu važen je zajtrk, imela sem eno čokoladico, ki me je napolnila z energijo pred prvim tekom oziroma med prvim in drugim tekom. Včasih je bil za zajtrk dvigovanje uteži, da sem se zbudila. Dober način zbujanja. Upam, da se zdaj bolj prijetno zbujaš, ali pač? Absolutno. Absolutno. Ni teh stresov. Čeprav včasih, tudi te stresi dobro vplivajo na tvoje telo. Se pač zbudiš in so različni. Res je, trik je v tem, da se poznaš samega sebe. In tekmovalci imamo to priložnost, da se analiziramo in spoznavamo skozi šport vsaki dan. 24 ur na dan se spoznavamo, ko spimo, ko jemo, ko se pogovarjamo, ko pišemo dnevnike, res se analiziramo, spoznavamo in to, ko se en tekmovalec pozna, mislim, da nihče ne more poznati, ker en normalen posameznik imajo službo, ki jim ne dovoljuje se obračati k sebi in določeni ljudje mi rečejo, da sem egoist, ampak dejansko je to pač moja služba bila in je ostala, da se vračam v sebe in da se spoznavam. Tako. Moram ti povedati, Tina, da imava ogromno enih vprašanj, ampak enostavno toliko teče danes tale debata in res si želimo čim več slišati od tebe, tvojih odgovorov, pa vendarle eno vprašanje. Kako premagati strah pred novimi izzivi? Sprašujejo. Kaj bi rekla? Da se ne bojiš napak. Jaz mislim, da napake so, da jih vidimo jih negativne, ampak na koncu spoznaš, da so pozitivne. Jaz mislim, da delanje napak ima čar in ko enkrat začneš uživati tudi v tem, da delaš napake, jaz mislim, da ta izziv pred nečem novim enostavno zbledi, ker če ti nekaj všeč in če nekaj hočeš probati, delaj napake.
Všeč mi je ta miselnost, ampak se mi zdi, da nas prav s tem, s to neko perfekcijo, ki nam jo reže od mehanga, vseh možnih, od šolskih sistemov do aktivnosti, ki jih konec dneva otroci, kot otroci obiskujemo, nekako odcepljajo ta trenutek, da je dobro samo najboljše in perfektno, po drugi strani se pa ne zavedamo, da do neke približne perfekcije, ker se čist perfekcije v življenju, vsaj po mojem ni, prideš s tem, da narediš en kup enih napak. Ja, točno to. A sem v redu povedala? Super si povedala. Okay. Da ni perfekcije predvsem. Ja. Kar je na nek način razočaranje, ampak ja, ni. Ampak je to pomiritev. Ja, v bistvu ja. Kad to sprejmeš. Res je. Jaz sem tudi dolgo bila prepričana, vse perfektno, vse unutar. Pa vsega, kaj? Ne, dajmo kaj zafrkniti. In potem so prišli zgodovinski uspehi, o katerih ne govorimo samo danes, ampak jaz verjamem, da bomo v njih govorili zavedno. Tako da, Tina, res, wow. Jaz se ful veselim, da se vidimo 30. A boš ti tu tekla? Ne bom tekla, bom pa tam. Tako da, absolutno, če boš imela... Od danes do 30. tečejo, ampak vsak dan. Zmenjena. No, vsak dan ne, daj, vsak... Ja, zdaj sva rekla roka. Ne, ja, prehitra si bila. Ja, ne mora vsak dan teči iz nule. Vsak drugi dan. Boš prišla veš kašna na tega. No kaj, zdaj kakva bo stava? Vsak drugi dan, vsak tretji dan, kaj? Vsak drugi dan. Ajde. 20 minut, ne več. 20 minut, okej. Ampak ti tudi, obe? Jaz tudi. Pa se vidimo 30. pa update. Vi pa tudi. 30. maj. Mogoče malo več vi, ko boste tekli maraton kot 20 minut. V vsakem primeru pa, ko boste na DM teku, užite tudi vseh tistih lepih aktivnostih, ki smo jih pripravili za vas. Tina, upam, da mi boš imela sploh čas sešč v roko, glede na to, da predvidevam, da boš tam kar precej oboževana in da se bodo mnogi želeli verjetno malo podružiti s tabo. Če boš v takem lepem sukniču, te ne bo mogla faliti. Dogovorjeno. Najlepša ti hvala za vse danes in srečno. Hvala tebi, hvala vam. Tako. Tina je bila torej z nami, zdaj pa, kot že rečeno, predstavimo nekaj izdelkov, ki vam bodo prav tako lahko zelo koristili pri prihajajočem DM teku za ženske, torej, da boste nekoliko lažje šle skozi 5 oziroma 10-kilometrsko preizkušnjo. Mogoče samo še najprej predstavimo lepe ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas, torej 30-kratne točke, dobite na predstavljene blagovne znamke, ki jih bomo torej spoznali v nadaljevanju. V aplikaciji Moj DM vas čaka tudi gratis izdelek. Ob predhodni aktivaciji kupona boste lahko izbirali med Mivoli z vodoodpornimi obliži za rane ali pa Mivoli s elastičnimi obliži. Prej sem že omenila, da bomo razkrili tudi prav posebna darila, ki jih imamo za vas pripravljena v oddaji DM Live. Zakaj pravim posebna? Ker jih pravzaprav že nekaj mesecev ne morete dobiti nikjer več. Govorim o štartnini za DM tek za ženske. 5 jih bomo podelili med vas, tako da to je res dobra novica. Verjamem, da ste zdaj mnoge, ki ste že mislile, ker niste bile dovolj hitre s prijavo, že obupale nad letošnjim tekom oziroma bi se mu pridružile zgolj kot navijačice, opazovalke. Imate še nekaj možnosti, da se torej pridružite tudi kot del tekaške ekipe, tako da držim pesti, da se znajdete med nagrajenci, sodelujete pa avtomatsko vsi, ki ste danes z nami v živo. Tako, zdaj pa je čas, da spoznamo današnje izdelke, torej vsi tisti, ki ste aktivni, veste, da pridejo trenutki, ko pač zmanjka energije ali pa ko pride do tistega energijskega padca, ko noge postanejo težke in si želimo, da bi nam nekdo podaril še malo dodatnega goriva. Takrat seveda zelo prav pride izdelek, kot je Ethics Sport Super Dextrin Gel Pro Orange. To je tudi novost na DM-ovih policah. Njegova prednost je ta, da energijo sprošča postopoma, torej brez tega naglega padca. Kar mi je všeč je, da je tekoč, kot vidite, tudi zelo primeren za to, da ga imate sabo v kakšnem žepu. Zdaj mogoče, če se res preselimo na traso letošnjega teka, vemo, nekaj je tudi vzponov in mogoče, če bodo noge že malo težke, tik pred vzponom pojemo ta gel z okusom pomaranče in si povrnemo nekaj tako želene energije.
da lahko znova malo pospešimo. Ni preveč intenzivnega okusa, to je seveda priporočljivo. Zdaj vam bom pokazala tudi res zelo preprosto se odpre, tako da boste lahko to naredili med samim tekom. Malo ga bom še preizkusila, tudi za mano je danes kar precej naporen dan. Prijetnega okusa, hkrati ne preveč intenzivnega, tako da vam bo lahko vseeno dobro del med samim tekom, da ne bo preveč zapacal ustne votline. Prijeten, lahek okus, pa še to je super podpora, ko bo na progi zmanjkalo energije, pa tudi ne samo na progi, med kakšno drugo fizično aktivnostjo ali pa ko boste v dnevu samo začutile, da vas je mogoče šef preveč utrudil z vsemi zadanimi nalogami. Ne smemo pa pozabiti, da je nasplošno v življenju zelo pomembna hidracija, ko govorimo o fizični aktivnosti, pa samo še toliko bolj. Pred nami je Water Drop šumeča kocka oziroma šumeče kocke z elektroliti in vitamini. In naj še dodam, da seveda, ko pijemo vodo, se hidriramo, ampak pri aktivnosti izgubljamo tudi elektrolite in vitamine in prav ta izdelek nam pomaga pri tem, da dobimo vse to hitro nazaj. Poleg tega pa bomo zdaj pokazali, je tudi zelo priročen. Jaz ga bom zdaj tukaj seveda zmešala v kozarec z vodo. Vi to lepo zmešajte v vaš bidonček za predtek. Glejte, kako takole dobite tabletko. Kar se tiče okusa, gozdni sadeži, tako da prijetno. No, jaz ga tokrat zmešam tukaj v vodi. In seveda, ko se bo raztopil, tudi poročam o samem okusu, da ne boste rekli, da govorimo kar nekaj na pamet, Naj bo vse danes iz prve roke, tako kot so bili tudi odgovori naše današnje gostje Tine Maze, ki je res popestrila tole oddajo, moramo priznati. Torej, ko govorimo o Water Drop šumečih kockah, pravzaprav govorimo o pametni hidraciji. Vsi vemo, da med samo fizično aktivnostjo seveda postanemo žejni, ampak če bi spili toliko vode, kolikor bi bilo dejansko potrebno, da se odžejamo, bi bil naš želodec občutno prepoln, zato da bi lahko s fizično aktivnostjo nadaljevali. No, zato pravimo, da gre tukaj za pametno hidracijo. Ne nazadnje so šumeče kocke tudi brez kalorij, brez kofeina, brez sladkorja. Primerne so praktično za vsak dan, ne samo za šport, ker se vemo, dobra hidracija in to, da dobimo vse vitamine in minerale ter elektrolite, je vedno dobrodošlo. Tako, sedaj še preizkusim tale napitek, ki se je že lepo obarval. Pravzaprav vidim, da danes zelo lepo sovpada tudi z mojim sukničem. Naj vam namignem, da barva mojega sukniča danes ni bila izbrana naključno, pa naj samo pri tem ostane, da slučajno kaj preveč ne zarečem. Zelo dobro. Spet ni preveč intenziven okus, oziroma ga lahko seveda glede na količino vode, ki jo boste dodajale, regulirate same. Torej, če imate rade mogoče bolj intenziven okus, date vode manj, če imate rade manj intenziven okus, date vode več. In sedaj še k eni nevšečnosti, ki se prav tako rada zgodi med povečano fizično aktivnostjo. Se veste, tisti občutek, ko nas malo zategne. Tako je, takrat pomagajo obliži z rastlinskimi izvlečki, patch line, torej obliž z naravnimi izvlečki, kot so arnika, bela vrba in hudičev krempelj. To je takšen izdelek, ki vam bo torej pomagal hitro in učinkovito. Uporaba je preprosta, enostavno odpremo in nalepimo na mesto, kjer nas torej boli, Torej takole, bom pokazala, kako izgleda še od znotraj. Popolnoma preprosto nalepimo na mesto, kjer čutimo mogoče neko mišično utrujenost, mišično nelagodje. Tako, torej preprosto tukaj, kot vidite, se lepo odpre in nalepi. In deluje nekje do 24 ur, vmes ga ni potrebno menjati. Načeloma bi moral po 24 urah oddelati svoje, če pa bi bila bolečina še vedno prisotna, seveda ponovite vajo. Takole izgleda, zelo podroben opis same uporabe, ki je preprosta, pa najdete tudi na hrbtni strani. Arnika in hudičev krempelj pa torej pomagata tudi pri takšnih težavah. Zadnja dva izdelka danes bosta namenjena
pomoči našemu telesu od znotraj. Torej, pomembno je tudi, kako se počutimo od znotraj, o tem se veliko govori in tudi mislim, da je prav, da to omenimo pred prihajajočim DM tekom za ženske. Pura Natura Fem Flora je prehransko dopolnilo za ženske, ki nekako podpira naše notranje ravnovesje, še posebej v obdobjih stresa, ko smo bolj aktivni oziroma ko se srečujemo s kakšnimi spremembami, ki nam mogoče malo zamajajo to dnevno rutino. Gre za kapsule, ki jih enostavno vključimo v vsakodnevno rutino, vsebujejo pa probiotike, brusnice, ki so mimogrede tudi tukaj narisane. Takole, zdaj vam bom pokazala torej še te kapsule, ki pa torej je dobro, da jih uživate dlje časa, a ne, torej tukaj gre za tek na dolge proge, takole izgleda, a ne, in enostavno torej kapsulo pojeste in jo lepo uvedete v del svoje prehranjevalne rutine. Tudi zadnji današnji izdelek je prehransko dopolnilo, Pharmalife prehransko dopolnilo Liverin Slim, torej tudi zadnji izdelek, ki vam ga pokažem danes in predstavim. Še en korak na poti do dobrega počutja in tudi, bom rekla, do izgube telesne teže, ki je tudi mogoče komu v interesu. To je torej neka dodatna podpora, ki pa ne nadomesti seveda gibanja. Izdelek nam pri tem samo pomaga in Pharmalife Liverin Slim je torej iz rastlinskih izvlečkov, podpira našo presnovo, tudi dobro delovanje jeter in tudi pri tem izdelku priporočajo, da ga vključite v del svoje prehranjevalne rutine. Predvsem zvečer ga je dobro vzeti in kot še enkrat rečeno, torej je dobra podpora, ne nadomesti pa torej gibanja in zdravega ter aktivnega življenjskega sloga. Tako pa smo spoznali nekaj izdelkov, ki nam bodo lahko zelo prav prišli tudi na prihajajočem DM teku za ženske, 20. jubilejnem teku. Res nam je v ponos, da bomo lahko torej že 20. zapored organizirali tako veličasten dogodek, ki bo znova združil na tisoče žensk. Upam, da se tam vidimo tudi z vami, drage dame, drage DM-ovke, da se ne gledamo vedno samo preko ekranov. 30. maj v Ljubljanskem parku Tivoli. Ne pozabite pa torej tudi na 30-kratne točke, ki jih lahko aktivirate, pa na gratis kupon za torej obliže Mivoli z vodoodporne za rane ali pa elastične obliže. Izberite tistega, ki vam bo torej prišel bolj prav. Poleg tega pa držim pesti tudi za vse tiste, ki ste bile danes z nami in upate na eno od 5 štartnin za prihajajoči DM tek. Hvala lepa za vašo družbo in predvsem veselim se že, da si znova pomahamo. To bo čez 14 dni oziroma točno 19. maja. Takrat bomo govorili o ličenju in tudi predstavili izdelke NYX. Do takrat pa vse dobro in srečno, drage dame.